V teh dneh vidim, da je veliko povpraševanje po knjigi iz zbirke Učitelj življenja, priročnik za moške, kjer pravzaprav opisujem, kako moški razmišljam. In največ vprašanj, ki pravzaprav prihajajo do mene v teh dneh, je, kako uskladiti pravzaprav delovne aktivnosti v času te izolacije. Namreč tukaj se sedaj vidi, da več ne gre za to, ali so moška in ženska opravila, ampak pravzaprav vsi počnemo skupaj. Ker zdaj v tem trenutku, ko ne moremo biti zunaj ali nismo okoli hiše, tudi avtomobili niso zelo aktivni, bi lahko rekli, več tistih ženskih del. Kar pomeni, da pravzaprav je tu čas, da se partnerje začnete spoznavati v ustvarjanju. Mogoče so res nekatera ženske več kuhale kot moške ali pa delali gospodinjska opravila, ampak sedaj je pa čas, da to začnejo početi skupaj. In se tako spoznavajo. V veliki meri je moškim to naporno, ker morajo nekaj početi, kar niso vajeni. Ampak hkrati bo pa to osvoboditev, da bo šli izven svojih navad, svojih okvirjev in bojo lahko pravzaprav razširili svojo osebnost. Pa ne zaradi tega, ker bojo čistili ali pa počeli nekaj, kar niso do zdaj, ampak bodo pravzaprav začeli spoznavati tudi svoje druge vrednote in lastnosti ter potenciale, ki vidijo, da jih lahko kasneje razvijajo. In na ta način bosta pravzaprav, če govorimo samo o kuhinji, skupaj začela pripravljati hrano. Hrana je tisti najbolj intimni del, ki ga neposredno dajemo v svoje telo. In zato je pomembno, kakšno energijo pri tem ustvarimo, ker tako energijo bomo nesli tudi sebe. Torej, če bomo začeli hrano pripravljati kot znak ljubezni, z ljubeznijo, z nekim pozitivnim namerom, bomo neposredno tudi to ljubezen vnašali v sebe in s tem krepili družinsko vez, se pravi to partnersko zaupanje, predvsem pa spoštovanje.